Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, ugledni gostje in vsi, ki nas spremljate prek družbenih omrežij, prek YouTubea, lepo vas pozdravljam na jubilejni 10. prireditvi Beseda leta. V letu 2025 smo praznovali 80 let Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Danes praznujemo 10 let naše akcije, ki krepi zavest o pomenu besed v našem življenju. Besede so naše ogledalo, zato so nam včasih všeč, včasih pa se ob njih zgrozimo. V okoljih, kjer ljudje vedo, da delajo narobe, a želijo to prikriti, zato najprej začnejo spreminjati jezik in z napačnimi besedami poimenovati problematične pojave. Nasilje postane ljubezen, sovraštvo postane vzgoja, ubijanje postane varnost in mir. Tudi zato smo lahko veseli, če nam vse besede leta niso všeč, če nas tisto, kar nam jezik sporoča, včasih poboža, drugič pa zmoti, potem šele jezik opravlja svojo funkcijo. V 10 letih so nas rešile, razveselile, pičile in spravile v obup naslednje besede leta. Begunec, evropski prvaki, čebela, podnebje, karantena, PCT, gasilec, ujma in genocid. Od leta 2019 smo ob njih razglasili tudi 6 kretenj leta. Ustava, koronavirus, PCT, vse je v naših rokah, solidarnost in mir. Prihajajoče leto bo vsaj za Inštitut za slovenski jezik polno besed. Zaključujemo namreč z javno razpravo o novem slovenskem pravopisu. Svoje pripombe na celotno besedilo boste lahko oddali v mesecu februarju. V javni razpravi smo doslej od leta 2019 zbrali že prek 2400 komentarjev. Na podlagi besedila celotnega pravopisa, ki je že objavljen na Franu, in na podlagi vseh zbranih komentarjev bosta uredniški odbor in uredniški svet pravopisa 8.0 do konca tega leta pripravila končno besedilo novega slovenskega pravopisa. Skupaj z novo besedo leta bomo tako dobili tudi nov slovenski pravopis naslednje leto, ki bo prvič javno usklajen v strokovni in širši javnosti. Obetajo se nam tudi novosti na Franu, Franji, Frančki, na terminologišču v jezikovni svetovalnici. Praznovali bomo zaključek akcije Besedomat, v kateri smo zbrali odgovore prek 49.700 anketirancev. Že v aprilu pa skupaj z Agato Tomažič že snujemo malce šaljivo razstavo z delovnim naslovom Vi ste ničle, ne uničujte slovenski jezik. O tem, kako moramo včasih na inštitutu miriti ljudi, ki jim kaj v slovenščini ni všeč. A mi smo tu, vedno pripravljeni na pogovor, tudi kadar nas kdo kritizira ali napada. Akcija Beseda leta pa je mnogo večja od Inštituta za slovenski jezik. V njej smo združeni vsi inštituti ZRC SAZU. Sodelujemo pa tudi z Zvezo društev gluhih in naglušnih in njihovim Inštitutom za slovenski znakovni jezik, s časnikom Delo in našim najpomembnejšim partnerjem, Multimedijskim centrom RTV Slovenija. Besedo predajam našemu direktorju, dr. Otu Lutarju, da nas pozdravi v imenu ZRC SAZU. Pozdravljeni. Ja, moja vloga, dolžnost in veselje je v prvi vrsti, da vas pozdravim
in da se vsem vključenim zahvalim. V prvi vrsti Simoni Klemenčič, potem seveda celotni komisiji, predstojniku, pridruženim svetovalkam in svetovalcem, sodelujočim ustanovam, ki so bile tukaj že izpostavljene in jih ne bi ponavljal. In seveda tudi vsem, ki nam zavidajo in nas skušajo posnemati. Verjetno tudi zato, ker smo, glede na tradicijo drugje po svetu, začeli izborom relativno hitro, čeprav šele 10 let, pa vendar relativno hitro, ker smo to s pomočjo partnerskih ustanov začeli profesionalno in odmevno. Torej na način, kot to počno v Nemčiji že 55 let, v ZDA 35 in tako naprej, tja do Avstralije 20, ali na sorodnih univerzah, nekaterih odmevnih, kot sta Oxford in Cambridge, še kasneje. Predvsem izbor slednje, torej Univerza v Cambridgeu, je meni še najbližji onkraj našega izbora, seveda. Saj tamkajšnje kolegice in kolegi ob frekvenci stavijo na tako imenovani zeitgeist in mimogrede, ko razlagajo o tem, uporabljajo tudi nemški izraz. Predvsem mi je pa všeč to, da so pred 2 leti izbrali besedo manifest, ampak ne v smislu nekega spisa, ki je merodajen za nek pojav ali na neko akcijo, ampak opozorili na očitni pomen neke druge običajne besede, kot je obvious, torej očitno. Še bolj in najbolj mi je pa njihov pristop všeč zato, ker v ozadju njihove akcije, vsaj po mojem mnenju, stoji upanje oziroma vsaj iskanje upanja, kar je danes več pomembno in potrebno, tako kot je potrebno podpreti izbor besed, kot je beseda enshitification. Torej, poznavalci gotovo veste, ameriška dialektalna združba, American Dialect Society, je pred 3 leti izbrala, sicer zaradi nečesa čisto drugega in povezanega z nekim drugim področjem, ampak mislim, da beseda zdaj močno pridobiva na pomenu zaradi izjemnega poslabšanja mentalnega zdravja aktualnega predsednika ZDA in opozarja na to, da je prišlo do nepredstavljive degradacije polja političnega oziroma diplomatskega urejanja stvari, pa tako tudi konfliktov. Čisto za konec, še enkrat hvala vsem, ki skrbite za izbor in s tem za, po mojem mnenju, tudi zelo pomembno jezikovno refleksijo družbenega dogajanja. In seveda vsem tistim, ki ste se po današnjih razmerah na poteh in cestah prebili do našega atrija. Lepo pozdravljeni, ponovno 10. Kandidatke za besedo leta 2025 že poznate. Na sliki za menoj jih vidite naštete po abecednem redu. 11 jih je, 10 jih je izbrala komisija izbora besede leta, 11 je prispevala časopisna hiša Delo. Spletno glasovanje se je pravkar končalo. Vseh glasov je bilo 4082, 1178krat ste glasovali za besedo, ki je dobila največ glasov, 773 glasov je dobila druga in 516 tretja beseda. Preden pa povemo, kako ste glasovali, še nekaj podatkov. Letos smo dobili 470 predlogov za besedo leta, od tega skoraj 200 različnih.
Odločitev, kako izmed teh številnih predlogov izbrati 10 besed, je bila zelo težka. Naslednje besede in besedne zveze si zaslužijo častno omembo. Digitalna demenca, digitalni evro, nomofobija, strah pred odsotnostjo mobilnega telefona. Butelfon je bil tudi med predlogi, nasprotje pametnega telefona. Omnibus zaradi omnibusnega zakona, konklava, kamerat zaradi nesreče v premogovniku Velenje. Še kar nekaj takih je bilo. Večinoma smo kar vpeti v svetovno dogajanje in o čemer razmišljajo v svetu. Če pogledamo, kako so glasovali drugod po svetu, vidimo nekaj precej jasno izraženih tem. Na prvem mestu umetna inteligenca, utrujenost od umetne inteligence, posledice umetne inteligence, recimo slop, brozga umetno generiranih vsebin, za kar so slovenski uporabniki predlagali ustreznico šrot. Govorimo o parasocialnih odnosih, ko si domišljamo, da imamo odnos z nekom, čeprav ga poznamo samo z TikToka ali iz kakšnih drugih medijev. Tehnološki oligarh je nekaj, česar včasih nismo poznali. Potem pa mednarodno politično dogajanje, ki vse skrbi, in to lepo marsikje ilustrira beseda carina ali tarifa. Tudi mi smo izbrali carino, ki etimološko izhaja iz dajatve, ki pripada carju. Med besedami, za katere smo se na koncu odločili, pa je še dvojna raba, ki se nanaša na izdelke, opremo in tehnologijo, ki jih je mogoče uporabiti tudi v vojaške namene. Redke zemlje, skupina kemijskih elementov, ki so ključni za razvoj in proizvodnjo visokotehnoloških naprav, in to prihaja v ospredje, ker se Evropa v tem pogledu želi osamosvojiti. Flotilja, skupina manjših ladij, o tem smo letos slišali, ko smo brali o flotili s pomočjo, ki je poskušala dostaviti pomoč v Gazo. Beseda tiktokizacija beleži spremembo v tem, kako se oblikuje javno mnenje. Somestje Nove Gorice in Gorice je bilo v letošnjem letu čezmejna evropska prestolnica kulture. Iskljive vsebine pa so tudi nekaj novega. To so takšne, po katerih lahko iščeš v digitalnem okolju. Letos nismo izbrali novotvorenke leta, namesto nje smo se odločili, da izpostavimo besedo mladih. 6-7 oziroma še prej 6-7 je svetovni fenomen povezanosti generacije TikToka. Če ste slučajno šteli slike na projekciji, prejšnja je bila 6, ta je pa 7. Kolege z Geografskega inštituta, Inštituta za slovensko narodopisje, Inštituta za kulturno zgodovino, ZRC SAZU, smo prosili za kratke komentarje 4 besed, ki so v spletnem glasovanju dobile največ glasov. V poljubnem vrstnem redu bodo nekaj besed povedali dr. Matej Gabrovec, dr. Saša Poljak-Istenič in dr. Gregor Pobežin. Po njihovih komentarjih bomo prepustili prostor predstavitvi Kretnje leta. Kot vsako leto bo Kretnjo leta razglasila novinarka Valerija Škof, tudi članica komisije za izbor besede leta. Prisotne pa bo pozdravil tudi Matjaž Juhart, sekretar Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije ter direktor Inštituta za slovenski znakovni jezik. Tolmači gospa Ljubica Podboršek, ki jo vsi dobro poznamo s televizije. Pozdravljeni. Torej, organizatorji so me prosili, da povem nekaj o besedi zastoj. Verjetno so predlagatelji razmišljali o prometnih zastojih, kjer gre za upočasnitev ali zaustavitev prometnih tokov. Ponavadi o tem razmišljamo o zastojih na avtocestah, vendar gre lahko tudi za zastoje v peš prometu. Mene je inštitutski kolega večkrat obvestil, da so tudi zastoji pri izhodu iz perona
v podhod, ko pride poln vlak iz Zasavja, lahko imamo tudi zastoje v železniškem prometu in seveda največ pa govorimo o zastojih v cestnih prometih, predvsem v avtocestah v zadnjem preteklem letu. Vendarle pa mednarodne primerjave kažejo, da v Sloveniji zastoji niso najhujši v globalni ali evropski ravni, se pravi, da so časi, ki jih porabimo v zastojih, manjši kot v povprečnih evropskih ali svetovnih mestih, tudi če gledamo mesta primerljive velikosti. Kljub vsemu pa analize kažejo, da za potovanja v mestu porabimo v Ljubljani tretjino več časa, kot bi v normalnih razmerah, če gledamo na regionalnem nivoju, četrtino več časa, kar pomeni, da na dnevni ravni izgubimo četrt ure ali 20 minut, na letni ravni pa se vendarle lahko nabere par 10 ur. V teh par 10 urah, če smo potniki v avtobusu, lahko preberemo nekaj knjig, če pa smo vozniki osebnih vozil, pa je ta čas povsem izgubljen. Seveda zdaj, kje je rešitev za te zastoje? Najpogostejši predlogi so širitev cest z dodatnimi pasovi, vendarle pa analize kažejo, da ima tole kratkoročni učinek, da v 5 do 10 letih te ceste spet zapolnimo, zato je za dolgoročne rešitve potreba iskati drugačne ukrepe. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni. Za komentar besede božičnica so me zaprosili, ker smo etnologi očitno prva asociacija nanjo oziroma na Božič. Bi se seveda težko strinjali, da lahko isto trdimo za božičnico. V pomenu, ki je v zadnjem času najbolj razširjen, torej kot denarni dodatek zaposlenim ob koncu leta, ta namreč res ni del slovenskih šeki, navad in vsakdanjega življenja, čeprav nam, kot kažejo lanski podatki, očitno pomaga k bolje obloženi mizi, bogatejšim darilom in torej vsaj za nekatere lepšemu praznovanju. Od sredine decembra do božičnega večera lani je bila namreč poraba za 80 milijonov evrov višja kot leta 2024, ko je božičnico prejelo zgolj nekaj srečnežev. Po raziskavah hrana in darila predstavljajo drugi in tretji največji decembrski finančni zalogaj, takoj za ogrevanje in elektriko, brez katerih ne bi prav dolgo sedeli za mizo in verjetno bi tudi jedli bolj malo. Božičnica letos ni razburjala le politikov, temveč praktično celotno slovensko javnost. Mnogo razprav se je vnemalo o vprašanju, ali je božičnica darilo ali breme in za koga. Za delodajalce, ki je niso načrtovali, a je kot neobdavčen znesek morda tudi dar, saj nadomešča dvig plač, smo lahko prebrali. Ali za delavce, ki jo prejmejo, a ji morajo simbolno ali pa zelo konkretno tudi odslužiti. Podobna vprašanja o daru in bremenu so se v antropoloških razpravah pojavljala že, ne boste verjeli, pred stoletjem. Marcel Mauss je opozoril, da je darovanje vedno trojna obveza. Dar je treba dati, ga sprejeti in vrniti. Če ga ne vrnemo, ogrozimo svoje odnose z drugimi, čast in družbeni položaj. Dar je zato lahko tudi breme. Navsezadnje je angleška beseda za dar, gift, enaka nemški besedi za strup. Pri darilih gre torej manj za materialno izmenjavo in bolj za vzpostavljanje in ohranjanje družbenih razmerij z ljudmi, na katere smo navezani oziroma od njih odvisni. Pri tem se pojavlja še eno vprašanje. Kaj je torej božičnica? Vrednost, na kar nakazujejo podatki o predbožični porabi, ali pač vrednota, saj trošimo, da osrečujemo oziroma se povezujemo z ljudmi in praznujemo. Antropologinja Nancy Mann trdi, da gre pri tovrstnih izmenjavah pravzaprav za transformacijo vrednosti. Glavna vrednota prebivalcev otoka Gava, ki jih je preučevala pred 4 desetletji, je bila slava, ki se lahko ustvari ali pa uniči z dejanji. Dajanje hrane drugim je bilo znak gostoljubja, ki se povrne v obliki vrednih stvari. Če pa bi vse pojedli sami, bi si uničili možnosti za ustvarjanje vrednosti in s tem tudi vse obete za slavo. Zanimivo je, da slovenski etnološki leksikon pozna 3 pomene božičnice in vsi se nanašajo na dogajanje, nobena na materialno vrednost. Božičnica je bila javni dramski nastop jezuitov, s katerim so častili Kristusovo rojstvo.
metanje orehov in lešnikov otrokom na božični večer v okolice Kostanjevice na Krki. Po drugi svetovni vojni pa tudi predbožična družabna prireditev z obdarovanjem. Z etnološkega vidika je zato pomenljivo, da je beseda božičnica letos ponovno v ospredju kot potencialna beseda leta. Ne pripoveduje nam namreč nujno le o denarju, temveč o dejanjih, o tem, kakšne odnose vzpostavljamo s takšnimi transakcijami in kako se pogajamo o vrednotih skupnosti. Izbira govornika ustvarja vtis, da dolgotrajna oskrba je pojem na področju kulturne zgodovine. Civilizacija je beseda, ki v splošnem besednjaku pomeni odsotnost barbarizmov. V zgodovinopisju, antropologiji in nekaterih drugih vedah pa objema pravzaprav vse, tudi najbolj barbarske prakse. Nekatere civilizacije so bolj intuitivne, nekatere so bolj regulirane. 6-7. Skratka, in v tistih bolj intuitivnih civilizacijah, ki jih tukaj ne želim zdaj imenovati kot slabše ali boljše, nekatere poznajo tudi prakso izpostavljanja starejših. Na Japonskem poznajo verjetno bolj mitično kot realno prakso, ki se imenuje ubasute. To je dejanje, ko sin v časih pomankanja na goro odnese umret svojo ostarelo bolno mater, zato da bi pač pri hiši bila ena lačna usta manj. Mati, ki sedi v košu, po poti trga vejice iz krošenj in jih meče na tla, da bi sin našel pot nazaj. Še celo v aktu lastne smrti pazi na to, da bi naslednja generacija lažje preživela. Francoski zgodovinar Marc Bloch je nekje napisal, če se ne motim, da so najstarejši možgani v družbi tudi najbolj izkristalizirani možgani te družbe. Civilizacija, skratka, je, oziroma najbolj civilizacijsko v civilizaciji, najbolj plemenito na neki način, pa tudi, skoraj bi lahko rekli, najbolj daljnovidno, je skrbeti za tiste, ki se zdijo najbolj ranljivi. Najbolj virilne, najbolj potentne civilizacije so tiste, ki so najmlajše, kakopak. In ko si enkrat na vrhuncu moči, je lahko pozabiti, da nekaterim moč pojema. Nekatere civilizacije, nad katerimi, in mislim, da to ni naključje, so se navduševali najbolj barbarski režimi, takšna je bila na primer špartanska civilizacija, so rade izpostavljale svoje bolne, ostarele ali nesrečnike, ki so se rodili že pohabljeni. Nekatere, mednje upam lahko štejemo tudi svojo lastno, pa spoznavajo, da je za bolne in ostarele, tiste, ki imajo najbolj izkristalizirane možgane v družbi, treba poskrbeti ne samo zato, ker je to prav, ne samo zato, ker je to lepo in civilizacijsko, ampak ker je to tudi stvar seveda zdrave pameti. Hvala lepa. Pozdravljeni. Ko takole nekako poslušam tole prireditev, ponovno spoznavam, kakšno moč ima pravzaprav beseda. Po eni strani poboža, spodbuja, je tudi jezik ljubezni, beseda pa lahko tudi ubija. Do leta 1880 so se gluhi otroci in odrasli izobraževali in učili v slovenskem znakovnem jeziku. Valentin Stanič, duhovnik in učitelj, je zbiral slovarje, ustvarjal učbenike in želel, da se gluhi otroci učijo o verskih in neverskih vsebinah tudi v slovenskem znakovnem jeziku. Potem pa se leta 1880 zgodi prelomnica, ko stroka v tedanji ozemlju Slovenije
in odločevalci politični sprejmejo odločitev, da gluhim otrokom prepovedo uporabo slovenskega znakovnega jezika v vseh oblikah izobraževanja. Znakovni jezik je bil prepovedan, ni bil dovoljen. Imam gluha starša in moja starša, ki sta hodila takrat še v šolo za gluhe, sta mi nekako pripovedovala, kako so očetu vezali roke za hrbet, kako je mami dobila kdaj kohavnico po prstih ali šibo po prstih, ko so otroci uporabljali znakovni jezik v šoli. Posledice tega so res usodne. Ena izmed teh posledic je, da imamo danes v slovarju slovenskega znakovnega jezika 30 tisoč kretenj. Ljubica, naša mati znakovnega jezika, mora v tem korpusu tolmačiti tako pomemben dogodek, kot je današnji, ko je takšen sočen izbor besed, ko niti ni kretnje in načina, kako to razložiti v znakovnem jeziku. Ljubica, hvala. Leta 2025-26, ko imamo znakovni jezik vpisan v Ustavo Republike Slovenije, še danes, še vedno, gluhi otroci nimajo predmeta znakovni jezik, da bi se ga lahko v šoli učili o svojem jeziku. Da, imajo tolmače, učijo se v svojem jeziku, a ne o svojem jeziku. Zato večkrat upam, da mi ne zamerite, da ne bo ta izjava iz konteksta, ko grem na Ministrstvo za šolstvo, rečem, ukinimo predmet slovenski jezik. Se ga ne rabimo. Vse v šolah učimo matematiko, geografijo, zgodovino v slovenskem jeziku. Se ne rabimo predmeta za slovenski jezik. Seveda to ni res. Tako naši gluhi in mi vsi skupaj kričimo o potrebi, da bi država zagotovila nek sistemski vir za razvoj slovenskega znakovnega jezika in našim otrokom dala predmet slovenski znakovni jezik. Inštitut za slovenski jezik orje ledino in zagotovo si želi večjih sprememb v jezikovni politiki Republike Slovenije. In da zaključim v vašem duhu in našem skupnem duhu. Soočamo se z desetletnimi ali stoletnimi zastoji z našimi odločevalci. Tudi gluha skupnost si želi kakšno božičnico, da bi lahko gluhi otroci se učili v svojem jeziku in o svojem jeziku. In da bi lahko na področju znakovnega jezika govorili o dolgotrajni oskrbi, skrbi države o znakovnem jeziku. Ob tem bi se rad v imenu vseh nas, gluhe skupnosti, zahvalil Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, ki vrsto let drži podporo, pomoč pri spreminjanju jezikovne politike tudi na področju znakovnega jezika. Hvala lepa. Spoštovani gostje, dragi uporabniki slovenskega znakovnega jezika, cenjeni predstavniki stroke in javnosti. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije oziroma Inštitut slovenskega znakovnega jezika je organizirala akcijo zbiranja predlogov za kretnjo 2025. Do 1. decembra je prejela 15 predlogov. Strokovna komisija je izbrala 6 aktualnih kretenj, ki so se uvrstile v spletno glasovanje. Inkluzija, evtanazija, geopestrost, božičnica, dron in voda. Spletno glasovanje je potekalo do 5. januarja 2026 in doseglo rekordno število oddanih glasov. Najprej razglasimo tretje mesto. Z 9% glasov je tretje mesto osvojila kretnja inkluzija. Potem, ko smo lansko leto 1. marca prvič obeležili dan inkluzije. Na drugo mesto se je z 11 glasovi uvrstila božičnica, o kateri je bilo v preteklem letu veliko govora v javnosti. In zdaj še razglasitev. Z izjemnimi 61% glasov je kretnja leta 2025 postala geopestrost. Kretnja geopestrost je novotvorjenka.
Nastala je v sodelovanju Slovenskega geološkega društva in skupine za razvoj slovenskega znakovnega jezika. Prvič je bila predstavljena 6. oktobra ob mednarodnem dnevu geopestrosti. Posebnost te kretnje je, da gre za prvo tovrstno kretnjo v znakovnem jeziku na svetu, ki lahko predstavlja osnovo za razvoj kretenj v drugih znakovnih jezikih. Iskrene čestitke za leto 2025 za kretnjo in vsem, ki ste sodelovali pri izboru. Hvala. Na portalu MMC je nekdo komentiral, mene ti izbori ne zanimajo več, ker še nikoli niso izbrali besede pravica. Vedno poudarjamo, da gre pri izboru besede leta za nabor besed, ki nas bodo čez čas spomnile prav na to leto. Morda na kratko obdobje nekaj let, ko je bilo nekaj posebej aktualno. Predlogi za uvrstitev brezčasnih besed v slovar pa prihajajo, tako pozitivnih kot negativnih. Recimo davki, korupcija, laž, mislim, da vsako leto dobimo nekaj predlogov. Bi lahko bila beseda davek, davki, beseda leta 2025, celotna civilizacija, kakršno poznamo že več tisoč let, obstaja zaradi davkov. Takrat, ko se je prvi vladar spomnil, da bo postavil prvi malo večji zid. Ni še bilo leta brez davkov. Glede laži, o tem govori že Biblija, najbrž ne brez razloga. In kar se tiče korupcije, obstajajo sumerske tablice, egipčanski hieroglifni napisi, ki naslavljajo ta problem. Korupcija bo med kandidatkami za besedo leta tisto leto, ko bo korupcija nepreklicno konec. To bo dogodek vreden, da se ga obeleži. Enako pa velja za pozitivne besede. Odgovornost, potrpljenje, srčnost, zaupanje, ljubezen, spoštovanje, strpnost, sočutje, človečnost, toplina. To niso besede leta, so pa pomembne, najpomembnejše. Zato se že 10 let vsako leto znova in znova ponavljajo med predlogi, ki nam jih pošiljate. Te besede opozarjajo na pomen ljubezni do bližnjega, na pomen skupnosti, misliti na druge, napraviti prostor za druge, odreči se, da lahko ima tudi drug, kar potrebuje. Opozarjajo na hvaležnost za to, kar imamo. Največ predlogov med temi besedami pa vsako leto pride za mir. Ko govorimo o miru, recimo tudi umiriti se, biti sam s svojimi mislimi. To je nasprotje tega, kar imamo zdaj. In na to opozarja tudi besednjak leta 2025, kot smo rekli, po vsem svetu. Vsega je preveč. Nekdo je predlagal besedo leta preveč. Ja, preveč je krame. Preveč je ponudbe, izbire, dražljajev, nepomembnih informacij, šrota. Mir je to, kar potrebujemo. In pa seveda, kot pravi belokranjska kolednica, dajte našo plaču, naša plača vela mala, sir pogača, 2 kolača, vrčič vina, 2 soldina. Spletno glasovanje je prepričljivo odločilo. Beseda leta 2025 je božičnica. Sledi dolgotrajna oskrba, tej pa, zdaj ne boste ploskali, zastoj. Naj vam pot domov poteka gladko, brez zastojev. Hvala, ker ste bili z nami.